Izvolijo nas. Hvala lepa. Nekam lahka steklenica je, kaj pa je to? To je light. Laško light? A bejšno, to pa še nisem probal. A je dober? Je. Tako kot vsako laško najbrž. Mogoče prav lažje. Me prav zanima. Dajmo si ogledati. Medtem pa komentar dneva o Eurosongu Sonja Javornik. Več kot 100 milijonov gledalcev in dogovorih, da bi licenco odkupili še za druge celine, je dokaz, da je Evrovizija še vedno zelo pomembna prireditev. To je televizijski spektakel, kjer enkrat na leto lahko vidimo najboljše scenske efekte in sploh največ, kar se da na televiziji. Glede na burno produkcijo naših oddaj je to za naše toliko bolj pomembno. Letos je bila Evrovizija največja doslej, saj je tekmovala kar 43 držav, ki so jih zato morali prvič razporediti v 3 tekmovalne večere. Kljub skeptikom so Srbi dokazali, da tudi v skoraj izjemnih razmerah zmorejo velike zalogaje. Čeprav so se v tem času odločali, kakšna bo sestava nove vlade in čeprav so Srbi bolj kot pevce spremljali tenis, saj imajo cel kup tekmovalcev na najvišjih mestih, je Beograd bil še posebej okranclan. Sicer z okraski, ki jih imajo običajno za novo leto, ampak vendar. Z razliko od kritikov doma smo bili vsi Slovenci, ki smo Evrovizijo spremljali na licu mesta, tokrat resnično ponosni. Od trafikantov do taksistov našo Rebeko so poznali vsi, ne samo to. Rebeka jih je očarala, kar potrjuje prvo mesto med lepoticami, ki so predstavljale svoje države. Ampak lepota seveda ni dovolj za vidnejši uspeh. Tudi pesem ni dovolj. Če so se nekoč delegacije pod mizo dogovorile za višje število točk, je zdaj orožje v rokah ljudstva. Zmagujejo tisti, ki imajo številno diasporo in dobre medsosedske odnose. Med novinkami je cel kup držav, ki so nastale z razpadom Rusije, zato ni čudno, da je letos zmagal Dima Bilan, ki je za zmago zapravil celo bogastvo, kar 10 milijonov evrov. Ob tej številki je znesek, ki ga je za našo predstavnico namenila RTV Slovenija, kot pljune komorje. Rebeka se je sicer trudila, hodila po Evropi, se predstavljala medijem, vendar medsosedskih odnosov ni mogla popraviti. Niso vsi kot mi Slovenci, ki celo Hrvatov, ki nam menda jemljejo ozemlje, v skladu z dobrimi krščanskimi vrednotami damo kar 8 točk.